Kdo smo? Mladi v prvih povojnih generacijah se živo spominjamo jutranje ječmenove kave, v katero smo nadrobili kruh, pojedli in popili in S pesmijo na ustih stekli v šolo, lepo je v naši domovini biti mlad. resnici na ljubo so tako knajpovo kavo pili tudi starejši, saj je bila prava črna kava draga, pa še težko jo je bilo dobiti. Ječmenova kava je dobila ime po nemškem zdravilcu iz konca 19. stoletja Sebastianu Knajpu, ki jo je priporočal kot zdrav napitek za vse, mlade in stare. Še najbolj se ga spominjamo po tem, da je njegov portret zrl škatlice z ječmenovo kavo, izrisan v šrafirani tehniki. Menda je še danes tako. Poleg kave smo poznali tudi knajpanje. Saj ne, da bi ga prakticirali, a zanj smo pogosto slišali, če se nismo hoteli umiti z mrzlo vodo. Tedaj je mama zaigrala na noto zdravja in nam postregla z modrostjo, da mrzla voda zdravi in prebuja vse naše čute. A kot mladi nismo dali veliko na njeno pridigo o zdravju in smo tudi napotke o knajpanju rok namerno preslišali. A v podzavesti so ostali. Knajp je torej bil še kako domač med Slovenci. Kdo je bil torej Sebastian Knajp? Na kratko rečeno, bavarski duhovnik, ki je priporočal samozdravljanje z vodo ob upoštevanju še 4 drugih stebrov celostnega pristopa za zdravo življenje, kar so v praksi izvajali po zdraviliščih po tedanji Bavarski, Avstro-Ogrski, v Švici in še kje. Poznejša leta so prinesla spoznanje, da je bil Sebastian Knajp z našimi kraji bolj kot s kavo povezan prav s svojimi nauki o zdravem življenju in z metodami zdravljenja z vodo, kar so gostom ponujali v tedanjem Prašnikarjevem zdravilišču v Kamniku. S Knajpom je namreč neločljivo povezan podjetnik Alojz Prašnikar, lastnik kamniških toplic, tedaj imenovanih Badstein, ki pa se jih je prijelo ljudsko ime Kurhaus po osrednjem objektu, zdraviliški hiši. Vlogo Alojza Prašnikarja, njegovih toplic in povezavo s Sebastianom Knajpom je v diplomski nalogi preučila univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Paladin. Moja diplomska naloga se je nanašala na kamniški Kurhaus, ki je sicer malo širša tema kot samo knajpanje. Kurhaus je nemška beseda za zdraviliško poslopje in ta stavba je bila osrednja v celotnem kompleksu, ki je pač vseboval več stavb, tudi en širok zdraviliški park. Sledi še obstajajo, mi, ki vemo, kje je kaj bilo, vidimo stvari. Dejansko vse stavbe, razen osrednjega poslopja, razen tega Kurhausa, še stojijo, sicer povsem predelane, v povsem drugi lasti, drugi rabi. Tudi zdraviliški park so ostanki še vidni, tudi znameniti kostanjev drevored, ampak za enega laika že zelo dolgo ne več. No, ampak to segava v 19. stoletje, druga polovica 19. Vse se začne leta 1876. Za ustanovitev kopališča in zdravilišča je zaslužen Alojz Prašnikar. On sicer ni bil Kamničan, rojen je bil v Izlakah leta 1821 v znani veliki strojarski družini in kot 14-letni deček se je preselil v Kamnik, da bi se izučil strojarstva. Šolo je sicer končal, 4 leta kasneje pri svojih 18 se je poročil z domačinko Terezijo Šporn in s to poroko prevzel precej veliko, tudi bogato posest v Mekinjah pri Kamniku. Hitro je gotovo, da strojarstvo ni zanj. Bil je izredno podjeten že kot mlad fant in ustanovil je gradbeno podjetje.
sprva majhno, prevzel je manjša dela, recimo obnovo cerkve svetega Primoža nad Kamnikom, gradnjo kakšnih manjših cest, mostov, potem je pa dobil eno veliko naročilo in sicer pozidavo nekdanje smodnišnice, stavb, ki jih je bilo precej, tudi obzidje, in ta projekt je zahteval tudi veliko gradbenega materiala in Prašnikar, podjeten kot je bil, je nasproti nekdanje smodnišnice postavil svojo pekarno, svojo cementarno, ki je bila šele druga tovarna cementa takrat v Avstro-Ogrski monarhiji. Prodal je čistilni prašek, cementne izdelke, skratka širil je ta svoj poslovni imperij in ravno ta projekt smodnišnice mu je odprl vrata v tujino in kmalu je začel dobivati gradbena naročila predvsem za pozidavo, za gradnjo železniških prog v Avstriji, na Ogrskem, v Švici. To je pomembno zato, ker je Prašnikar na vseh teh svojih poslovnih poteh videl učinek pomena prometnih povezav, predvsem železnice, po drugi strani pa pomen takrat razvijajočega se turizma oziroma tujskega prometa, kot smo takrat rekli. Takrat so se po Evropi že ustanavljala kopališča, zdravilišča, ampak bolj v smislu klimatskih zdravilišč. Arnold Rikli je bil tudi eden od teh znanih tako. In leta 1876 je po vzoru iz tujine na tem svojem posestvu med Sotočjem, Kamniške Bistrice pa Nevlice, pa tja gor skor do Mekinskega samostana, je zgradil kopališče. Kot zanimivost mogoče, prvo investicijo v kopališče je izvedel v Rodnih Izlakah, no in ker mu je tam uspelo, je to vse skupaj postavil še v Kamniku. Takoj je vložil veliko v reklamo, v vse večje znane časopise, predvsem na Dunaju, izdal je tudi knjižico, tako reklamno brošuro, zgradil je eno tako vilo za petičneže in tudi vabil te svoje petične prijatelje, poslovne partnerje iz tujine. Stvar se je zelo hitro prijela. Ena od stvari, ki je tle pomembna za ozadje, je mogoče ta, da je Kamnik že od nekdaj veljal za tako zelo blagodejno, mesto z blagodejno klimo, svežim zrakom, zeleno okolico in že samo zato so ljudje sem hodili ne toliko na zdravljenje, kot na počitnice, na oddih, tako. No, in recimo že leta 1883 je v Kurhals prišel cesar Franc Jožef, že to je bil recimo tak zelo... Katerega leta je prišel? 1883. In katerega leta je prišla železnica v Kamnik? 91. No, kopališče se je prijelo med tujci, prihajali so iz cele monarhije, iz Trsta, iz Dunaja, iz Prage, zelo veliki iz Hrvaške, iz drugih slovanskih držav. No, in ko je še cesar prišel, je bilo to še dodatno priznanje, ampak še vedno pa ne toliko, kakor si je Prašnikar želel, a pa verjetno obetal. In je že, v bistvu že takoj, oziroma še prej, že v 60-ih letih si on prizadeval za gradnjo železnice. On je predložil načrte, tudi ustanovil podjetje, da bi to financiral in se v bistvu 30 let trudil, da bi se ta proga postavila. In 91. leta mu je to uspelo. Sicer po zaslugi države, vojske in smodnišnice. No in leta 1891 je Kamnik postal lažje dostopen. Prej so gostje hodili v Kamnik s poštnimi kočijami po zelo slabih prašnih cestah, to so bile dolgotrajna potovanja. Res, da so ostajali več tednov, to niso bili enodnevni gostje. Skratka, razdalje so se zmanjšale. Istega leta, se pravi 1891, je pa Prašnikar v Kurhaus vnesel knajpove metode zdravljenja oziroma tako imenovano knajpanje. In to leto je začetek razcveta zlate dobe, ki sicer ni bila dolga, zgolj 8 let, ampak teh 8 let se je Kurhaus toliko uveljavil, pustil tak pečat, da še danes vemo za njega. Zakaj je bila ta zlata doba tako kratka, oziroma kaj se je zgodilo? Prašnikar je umrl. Leta 1899 je Prašnikar umrl, 2 leti pred njim tudi Sebastian Knajp. In tudi s Knajpovo smrtjo so te metode nekako mogoče malo plahnile, ampak predvsem to, da je Prašnikar umrl, on je bil nenadomestljiva in gonilna sila, in idejni vodja, financer, pobudnik vsega. Sicer je to podedovala njegova najstarejša hči Marija Kecl, ki je tudi prej že vodila recimo zdraviliško restauracijo, tudi bila poročena z Johanom Janezom Keclom, ki je bil solastnik sprva
bolj po finančni plati, no, je Prašnikar ta projekt speljal skupaj z bratom pa z zetom, ampak Marija Kecelj ni imela očitno ne sposobnosti, ne interesa, kompleks je oddala v najem. Ko je ona umrla, je stvar podedvala njena hčer, ki je bila pa poročena v družino, sicer zelo bogato in znano družino Herman na Dunaju, in je bilo še pogostejše menjave najemnikov in zdravnikov in vsega. Iz virov je razvidno, da so se cene višale, storitve slabšale, Kamničani so tudi zamerali tako nemško usmerjenost, beremo v virih, da so bile napisi kar naenkrat v nemščini, da so bili lastniki neprijazni do slovenskih, a pa slovanskih gostov, ta nemškutarski vpliv. Dokončno, ko rečemo žebelj v krsto, je pa zabila prva svetovna vojna, do takrat so se še malo trudili, z vojno je pa oblast prepovedala sprejemanje gostov in zahtevala oskrbo vojske, ranjencev, beguncev. Tle vidimo, da je bilo zaledje Soške fronte. Stavbe so sicer obstale, ampak takrat je bil izropan ves inventar, park se je zarastel, o turizmu kot takem ne moramo več govoriti. Kaj se pa zgodi potem po koncu prve svetovne vojne? Po koncu Avstro-Ogrska razpade, ne? Tako, in raven zato so Herman iz Dunaja, ker se pač država zamenjala, od lastništva odstopili, posest prodal. Glavno, če poenostavim, lastništvo se je še bolj pogosto menjalo, vsi so sicer prizadevali stvar obnoviti, ampak z drugo svetovno vojno je bila pa dejansko, so pa to Nemci, tudi te bloke, ki jih danes vidimo, so Nemci pozidali. No, še en vidik je tukaj, ne? S prvo svetovno vojno družba se spremeni, ne? Dejansko že v 19. stoletju prave aristokracije ni bilo, ampak je bila tako imenovana nova aristokracija, po prvi svetovni vojni pa tudi tega ni več. Čeprav morava tudi biti poštena in reči, da to je sicer bilo zdravilišče za petičneže, ampak že v samem štartu to je bilo podprto tudi za druge. Tudi recimo prav Kurhaus, ta zdraviliško poslopje, ki je bila srednja stavba, imela sicer veliko jedilnico, tako prostore za druženje, prostore za zdravnika, ampak v zgornjem nadstropju so bile pa najbolj preproste sobe za navadne ljudi. Tako, točno to. Za, rekla revne, ampak za navadne. Za one, ki so mogoče prišli res samo na terapije, a pa na enodnevno, pardnevno zdravljenje, ker bodo iskreni, tisti petičneži so hodili za celo sezono, od maja do septembra, oktobra, za več tednov. Tako da ne moramo reči, da je bil samo za petičneže. Tudi recimo že za časa Prašnikarja, v času zlate dobe so Kamničani videli, da to prinaša delovna mesta, to so bile sobarce, vrtnari, kuhari. Tudi v samem Kurhausu, v zdravilišču je začelo primanjkovati postelj in so Kamničani ponujali privatne stanitve, tudi hotel se je na pobudo Prašnikarja, zaseben hotel v Kamniku zgradil. Pa v tem času se začne tak turizem razvijati, kot ga danes poznamo. Je bilo obdobje teh 10 let, ko se je Kamnik s tem Kurhausom ponašal. Ne. Obstajal je rek Veldes und Stein sind die Perlen von Krain, Bled in Kamnik sta bisera Kranjske. Potem, ko je pa začel upadati, so se pa začeli distancirati od tega. Zanimivo je še eno, ne? Namreč Knajp je vsa ta svoja načela, so to svojo filozofijo oziroma nauk, kot je on rekel, upeljal za navadnega človeka, ne za aristokrate. Ne? Točno to. Mene je zanimivo že to, da sta Alojz Prašnikar pa Sebastian Knajp popolna sodobnika, samo 4 dni narazen sta bila rojena, maja 1821. Sebastian Knajp je bil rojen na Bavarskem. Vemo, da je bil v mladosti zelo slaboten, tudi zelo zgodaj za pljučno tuberkulozo bolel in mu je pod roke prišla knjižica o zdravilni moči mrzle vode. Znan je bil potem, da se je v pozimi v Donavi kopal. Skratka, zdravje se mu je občutno izboljšalo in on je začel to prakticirati, raziskovati, povezovati tudi zdravo prehrano, gibanjem v naravi, pač širšo sliko. In ja, on ni bil začetnik tega, če smo iskreni. Že več ljudi je bilo, ki so prakticirali zdravljenje z vodo. Ampak Sebastian Knajp je bil pa dejansko prvi. In nadgradil je to. Nadgradil, plus to naredil, kot ste rekel, dostopno vsem in razumljivo. Knajp je sprejel vse, tudi najbolj preproste, revne, bom rekla, bil duhovnik, ne, že po tej plati. In množično so ljudje drli v njegovo župnijo na te terapije. In on je zato napisal knjižico z upanjem, da se bo ta množica malo umirila. Je bil pa ravno kontraučink. In zato je on iskal kopališča po Evropi, ki bi prevzeli te goste.
In zato vemo, da sta bila s Prašnikarjem v stiku, lahko tudi sklepamo, da je celo Knajp ponudil ali pa prosil Prašnikarja, če prevzame to. In vemo tudi, da mu je pošiljal zdravnike oziroma da je izobraževal. No, in v tistem še za časa življenja Knajpa je po Evropi več kot 100 zavodov že izvajali njegove terapije, se pravi knajpanje. Zanesljivih podatkov, ali je Sebastijan Knajp obiskal Kamnik, nimamo. To bi bilo sicer mogoče še najlažje po letu 1891, ko je v Kamnik vozil vlak. Z njim so prihajale množice, ki so obiskovale Prašnikarjevo zdravilišče. Prav tako ni verodostojnih podatkov, da bi bil Knajp obiskal dolino pri Trstu in Ptuj, kjer so menda prav tako izvajali knajpanje. Na meji legende pa je podatek, da naj bi Sebastijan Knajp s svojimi načeli zdravil celo papeža Leona XIII., ki je bil tedaj na čelu katoliške cerkve. Da bi bolje osvetlili vlogo Sebastijana Knajpa in njegov vpliv v naših krajih, smo obiskali predsednico Zveze Knajp Slovenija. Sem Marija Komatar, nevroznanstvenica, ki se ukvarjam z različnimi metodami zdravega načina življenja in zdravih načinov pristopa k človeku, da bi bili bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj uspešni. Gre za to, da je človek zdrav takrat, kadar je celostno zdrav. Takrat funkcionira v vsaki situaciji. Vsaka situacija je pa vezana na vse te naše klobuke, ki v življenju imamo, v tem hitrem tempu življenja. Recimo sem mama, sem učiteljica, profesorica, sem podjetnica, sem raziskovalka, sem prijateljica, imam še nekaj vidnih funkcij z društvi in skupnostmi, ki jih oblikujemo tako na področju zeliščarstva, knajpa in še česa. In v tem smislu je Knajp prišel na eno tako pravo mesto tudi v našem življenju ali pa v mojem osebnem življenju, že zelo zgodaj v mladosti, ker pač moji predniki, torej predvsem moja babica, so bili zelo povezani v naravo. In takrat ni bilo zdravnika. In tudi v Knajpovih časih je bil zdravnik daleč. Naravni pristopi k zdravju pa bistveno bliže. Kaj pa drugače počnete v življenju? Kot sem rekla, poučujem, predavam, raziskujem, sodelujem na različnih znanstvenih projektih, kjer razvijamo nove metode pristopa k zdravju, od zgodnjega odkrivanja Alzheimerja, Parkinsona, demence, do številnih pristopov, kako s pogovorom, s prehodom v naravo, z umiritvijo, z gibanjem in še s pristopi, ki so bolj knajpovi, lahko pomagamo človeku do več zadovoljstva, do večje vneme, do motivacije, da se nekaj spremeni v življenju ali pa da preprosto živimo lažje. Sebastijan Knajp je živel leta 1821, se je rodil 17. maja, 17. junija 1897, se pravi star 76 let, je pa umrl. Ta starost danes se nam sliši ne tako veliko, ampak za človeka, ki je rojen 1820, je pa ta starost tako kakšnih 20 let več kot povprečen moški rojen v tistem času. Tako da je očitno v svojem življenju znal najti tiste prave načine, s katerimi je tudi v praksi pokazal, da je življenje vredno s tem, da ga zdravo živimo dan za dnem. Kaj mi je všeč pri Knajpovem nauku je predvsem to, da je povezal svoje praktične izkušnje čez svojo življenjsko filozofijo v filozofijo, ki jo je potem v terapevtsko okolje vključil in pomagal številnim ljudem in seveda tudi Slovencem. Sebastijan Knajp je bil duhovnik. Živel je na Bavarskem, deloval je večinoma v Bad Veriskofnu, ki ga danes predstavlja nemška Knajpova asociacija kot center Knajpovega delovanja. Tam je tudi umrl, ampak svoje življenje ni preživel samo pa za cerkvenimi zidovi, ampak večinoma je pomagal ljudem. V parku je naredil vodno terapijo.
Vodno terapijo se je slučajno naučil ob svoji bolezni, torej imel je tuberkulozo pri 28 letih in niso vedeli zdravniki, kako mu pomagajo. In tako nekako je našel eno malo dobrih 10 strani knjižico o zdravljenju z vodo. In tisto knjižico je pač gledal najprej nekaj časa, pa je rekel, ne, to ne more delati, potem pa je to dosledno uporabljal in od tistega trenutka dalje je pa on ugotovil. Mama je bila zeliščarica in mu je povedala o zeliščih, to je eden steber Knajpa. Potem voda, nekateri še danes mislijo, da je voda temelj Knajpove filozofije, pa vendarle to je en steber. Knajp je vedno poudarjal, da vseh 5 stebrov je pomembno za celostno zdravje. Naslednja je seveda gibanje. Če se mi v današnji sedeči družbi, je to izjemno pomembno, preveč zasedimo, potem nam telo sporoča pač te nove sodobne bolezni. In to je pomembno, da mi naredimo, danes govorimo, koliko je korakov potrebnih, pomembnih in tako, ampak če prenesemo zdaj v Knajpov čas in jezik, rečemo 10.000 korakov. Kaj so včasih delali? Ja, delali so na polju, pa hodili so. Pa ponavadi so še brez čevljev hodili, ker pa so bili eni čevlji doma. In zato je tudi verjetno nastala ta bosonoga hoja. Bosonoga hoja je sicer danes tudi neka moda postala zopet, ampak ne čist bosi, ampak barefoot v smislu bosi v čevlje, ki so samo kavčuk ali pa nek naraven material s čim tanjšim podplatom. In v Knajpovih časih in tudi v Knajpovih centrih pa dobimo bosonogo hojo na način po različnih materialih. In tudi po rosi in tudi po snegu. Če se vrnem nazaj na naslednji steber, seveda kaj pojemo. V Knajpovih časih je bila lakota, ni bilo pretirane hrane, je bila pa raznovrstna hrana. Zakaj? Kmetje, če so želeli preživeti, so morali posejati malo polja z žitom, malo z ovsom, malo z drugimi kulturami in pač to so zagotovili hrano za sebe in za svoje bližnje in tako nekako za to preživetje so delali. Zemlja jim je dala preživetje. Malo je bilo tisti, ki so bili odvetniki, duhovniki in še kaj drugega, ljudje, ki so študirali. In prehrano je Knajp zelo dobro umestil v celostno filozofijo, ravno s tem, da je potrebno biti zmeren, da je potrebno jesti lokalno, da ne moreš iti na drug konec Slovenije ali celo sveta po neko živilo, po neko surovino, ki si jo pač trenutno zaželiš. Tudi to, da mi jemo jagode sredi zime, to ni naključje, da potem pride do tako velikih težav s telesom, ki ne ve več, kaj je kaj, posebej tudi zaradi vsega tistega, kar na teh živilih pride. Celostna, zdrava, naravna in sezonska hrana je tisto, kar je Knajp postavil v ta steber prehrane. To je preprosta hrana, ki bi jo tudi danes lahko vključili v svoje jedilnike. In imamo seveda še en steber, temu pa se reče zdrav življenjski stil ali ravnovesje. Danes temu rečemo psihoterapija, danes temu rečemo umirjanje, protistresne aktivnosti, sprehod v gozd in vse ostale aktivnosti, ki so zelo, zelo tesno povezane z narave. In če naredimo povzetek teh stebrov, je ključno to, da je potrebno iti v naravo, ker tam je odgovor na naše zdravje, na več zdravja, na več ravnovesja in tudi na umiritev. Pomembno je, da se gre v naravo. Ko se gibaš, greš v naravo, vdihneš. To pomeni, da normalno vdihneš, zavestno stopiš, se sezuješ, poštorkljaš v potočku in tako naprej, se lahko zgodijo te procesi, ki so popolnoma naravni in normalni za naš kompleksen računalnik, to je naše telo, ki se zna samo zdraviti. In Knajp je vedno poudarjal te enostavne pristope, kako človek vstopi v naravo, se z njo spoji in nazaj pride boljši. Boljše volje, malo prepoten, predihan, napolnen s fitoncidi, ki jih da na primer gozd in ostalimi elementi, ki jih povzroči pravzaprav v spekter teh 5 stebrov življenjske filozofije zdravja po Sebastianu Knajpu.
Večina Slovencev, ki imamo že nekaj desetletij za sabo, pozna knajpa po knajpovi kavi. Kar se tiče knajpove kave, pa je bila to ječmenova kava. In še danes jo lahko kupimo na policah v prodajalnih, jo vidimo kot knajpova kava. Žita, žita. Tako. Ravno tako je bilo pa pri čajih. Naprimer, zeliščni čaji ne dajo poživila, medtem ko pravi čaj je poživilo, medtem ko zeliščni čaj je pa blagodejen za telo in ima zelo različne blagodejne učinke. In naše babice so super dobro vedele, kdaj nam ponuditi kakšen čaj, in to ni bil samo čaj, če smo bili bolni. A je Knajp sam svoje delo imenoval filozofija ali je imenoval nauk in širil ta svoj nauk? Pravzaprav je širil ta svoj nauk. Ja, seveda, Knajp je bil duhovnik in v tem zadnjem stebru ravnovesja je zagotovo imel v mislih več introspekcije, se pravi, poglej vase in popravi, kar ni super dobro. Vsak dan si lahko malo boljši. S temi načeli je tudi to širil, tudi po Sloveniji, ko ga je gospod Valentin Podgorc, isto duhovnik, leta 1908 v knjigi Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Knajpa povzel in pripravil za slovenski narod v eni obliki njegovega vodnika, je seveda napisal nauk. V Ljubljanskem zvonu, kjer so pač to objavljali v slovenskem jeziku, kar je bilo tudi super, takrat za nas Slovence in za pravzaprav širjenje več znanja. In iz nauka so potem ti pisci, takratni in kasnejši, to spremenili v filozofijo. Zakaj? Če pogledamo, osnovo Knajpa izhaja iz temeljev zeliščarstva. Temelji zeliščarstva so bili v samostanih, tudi slovenske izkušnje, naprimer Stične in še kakšnega samostana Pleterje, naprimer, imajo to tradicijo stoletja. In v samostanih in pri duhovščini se nahajale te knjige. Naprimer, že Sveta Hildegarda je pisala v 12. stoletju o zeliščih. In potem je bilo kar nekaj časa ene take praznine in mi se lahko zahvalimo Sebastjanu Knajpu za to taka čudovita dela, ki jih je pravzaprav zapisal na način, da jih človek razume, da so preprosta, napisana na jasen način in da se jih da preizkusiti že s tem, da se prebere knjigo. Seveda pa danes vemo še veliko več o vseh teh 5 stebrih, ki jih dejansko razumemo in učimo kot filozofijo. In ravno to, bom rekla, balansiranje med jasno znanostjo, ki se jo da aplicirati, pristopi, ki so na en način terapevtski v centrih, ki so za to usposobljeni, in pa seveda laično, kar pa lahko mi vsak dan naredimo v svojem domačem okolju, v svojem naravnem okolju gozda in travnika, povsod, kjer lahko zavonjamo rastlino, kjer najdemo zelišče, jo naberemo recimo v svojem vrtu, vrtnica je tudi taka rastlina, ki blagodejno deluje, pa vse do celostnega zdravja, ki ga je Knajp tako lepo povzel. Knajp sam po sebi sebe ni štel za znanstvenika, pa vendar ga moderna znanost potrjuje vse njegove izsledke. Ja, moderna znanost razume Sebastjana Knajpa kot začetnika različnih metod naravnega zdravljenja. Danes se v Ameriki in marsikje po svetu, tudi v Aziji, v Rusiji in tako naprej, poučuje naravne metode zdravljenja, kako ti narava lahko pomaga. Različni pristopi, hoje so narejeni na izsledkih znanstvenikov, ki potrjujejo to, da naravne načine zdravljenja pomagajo človeku, da so na nekem področju, kjer so v nekem momentu šibki, opolnomočeni. Druga pomembna lastnost pri tem pa je seveda, ko mi natančno vemo, kako naredimo nek postopek, nam ta tudi pomaga. Mi smo se odvadili poslušati naše telo. Naprimer, začutimo prehlad, to pomeni pač glava je nekje drugje kot noge, neka temperatura se začne dogajati, slabo počutje, včasih glavobol, migrenski napad in še kaj.
in takrat je potrebno dati noge v zelo hladno vodo, mrzlo vodo. In potem tej vodi dodajati toplo in še bolj toplo vodo do vroče vode in potem iti počivati. To je naše zdravilo. Telesu s tem pomagamo, da gre čez to prvo izkušnjo padca imunskega sistema ali karkoli se nam je še dodatno zgodilo in s tem mnogo hitreje ozdravimo. Torej, Knajpova znanja, ravnovesja telesa, duha in narave so danes v znanstvenem, raziskovalnem in uporabnem smislu razumljena kot temelj sodobnega zdravega življenjskega sloga in wellnessa. Potem imamo savne, potem imamo uporabo vode na najrazličnejše načine. In če pogledamo plavanje, kaj telo naredi v vodi. Razbremeni se, pomembni sklopi mišični in skeletni oživijo. In zdravilišča in wellness centri zelo veliko teh pristopov za več zdravja uporabljajo. Če danes gremo v katerikoli zdraviliški center, bomo našli kaj z vodo, bomo našli kaj za umiritev, od meditacij do gongov in vse to nam nekako pomaga pri temu. Sebastian Knajp pa ni delal tega, ampak je molil. In wellness filozofija danes je zelo vezana na ta celostni pogled in se ujema z modernim razumevanjem zdravja. V tem smislu mislim, da so Knajpovi temelji izjemno pomembni in zato jim tudi v Sloveniji zopet dajemo izredno velik pomen. Sicer v Sloveniji nikoli niso čisto zamrla, vendar so se s Knajpovimi pristopi zelo majhne skupince na različnih delih Slovenije malo ukvarjali. V tem zadnjem času pa smo ugotovili, da je potreba potem res velika in zato se je tukaj oblikoval tudi študijski program Knajpovih študij. In Slovenija je prva država v Evropi, ki tak študijski verodostojen in državno verificiran program ima. Študijski program se odvija na Višji šoli za kozmetiko in wellness v Ljubljani. Že ko smo napovedali ta program, pa ko smo imeli recimo festival zelišč, wellness kongres, se je kar pokazalo, da ljudi in stroko to precej zanima. Moderna znanost, kot tudi zdravstvo in medicina v Knajpovih časih so ostali na dveh bregovih. Zdravje človeka se krepi na preventivi in takrat, ko res ne moremo več sami, na kurativi. In Knajp danes ponuja isto, kot je ponujal nekoč. Nekoč ni bilo dostopa do zdravnika, tudi prihod zdravnika na dom je bilo morda za kakšne družine kar velik zalogaj in niso si mogli tega privoščiti. Danes je nekaj zelo podobnega. Knajp se je prepiral zdravniki. Zdravniki mu niso verjeli, da je premagal tuberkulozo iz hidroterapije, kot jo danes imenujemo. In ostalimi stebri, ki jih je vključil dobro z razumevanjem pa poslušanjem telesa, pa svojih obrambnih mehanizmov in kako narava deluje na njega. On je tekel, kopal se je v mrzli vodi in opravljal druge rutine, red in disciplina. To je tudi eden pomembnih stavkov, ki jih je ničkolikokrat povedal. Mi prehitro obupamo, posebej danes, ko mislimo, da so instant rešitve, pojemo tableto in je stvar rešena. Ampak danes vam bo tudi vsak zdravnik rekel, pejte na sprehod, umirite se, živite boljše, potrebno se je bolje hraniti, manj hraniti. In Knajpovi pristopi bi rekli, da so za zdrave ljudi. Ohranjati zdravje. To pa ni samo preventiva, ampak je en tak smisel življenja. Mama ima eno tako vlogo, da družino želi opolnomočiti v tem, da so kot skupnost, kot družina bolj zdravi. Da ni potrebno vsakokrat, ko nekdo zakašlja ali pa ko ima za 2 stopinje povišeno temperaturo, teči zdravniku. Ampak so pač načini, ki so zelo preprosti in ki so zapisani v knjigah. In takrat, ko ne pomagajo, seveda k zdravniku.
Mislim, da danes smo tako osveščeni, da vsaka zdravstvena stroka ali pa podporna zdravstvena storitev reče: posvetuj se z zdravnikom. Danes zelišča reče: posvetuj se z zdravnikom. Zakaj? Ker je tako prav. Mi ne gremo čez noben rob. Ok, ne, poskusi to, lahko ti pomaga, ampak ne bo ti pomagal v dnevu in dveh. Pa smo šli od teorije k praksi. Vseh 5 Knajpovih stebrov zdravja ponujajo v Termah Snovik, ki nadaljujejo tradicijo Knajpa v kamniški občini, poudarja direktorica Katarina Adam. Terme Snovik delujejo neprekinjeno že 23 let. Samo Knajpovo filozofijo smo imeli v mislih že od samega nastanka, ko smo začeli z izgradnjo savna centra. To je bilo leta 2003, ko je tudi že v savna centru Knajpov bazenček. Z razvojem Knajpovih bosonogih poti in celotne ponudbe storitev pa smo intenzivno začeli od leta 2016 dalje. Zdaj, naša filozofija podjetja je že od samega začetka bila na trajnostnih načelih, na rekreaciji telesa in duha, in vse te koščke sestavljanke smo zelo lepo povezali: zdravilno termalno vodo, zelenjavni vrt, zeliščni vrt, gibanje, se pravi za 40 km tematskimi pešpotmi v Knajpovo zgodbo. To pomeni, ne gre samo za knajpanje, ampak za vseh 5, ali kako že, stebrov Knajpove filozofije. Ja, res je. Pri nas smo tak celostni Knajpov center, se pravi 5 stebrov zdravja je voda, gibanje, prehrana, zelišča in pa življenjsko ravnovesje, ki poveže vse te stebre v eno tako celoto. Ste edini v Kamniku ali ste edini celo v Sloveniji? Zagotovo smo edini v Sloveniji, ki imamo tak celosten pristop k knajpanju in smo tudi na nek način pionir knajpanja, ker mi nadaljujemo tradicijo, ki je bila tukaj le pri nas v Kamniku, s samim kurhausom, hkrati jo pa združujemo tudi s sodobnimi praksami. Kaj mi vi ponudite oziroma kako me vodite skozi vse te vaše postopke? Ja, zagotovo vas na samem vhodu term vas pozdravijo Knajpovi stebri na dvorišču, potem imamo vsak dan Knajp dan, animacijski program, vsak dan je na voljo vodna telovadba, Knajpove oblive, vam pokažemo, kako se izvedajo, se pravi, da vas naučimo, hkrati pa jih tudi izvajamo na vsakem posamezniku. Kajti kombinacija zdravilne termalne vode in hladne vode res daje čudovite rezultate. Potem lahko se seveda udeležite naših Knajpovih tretmajev v wellness centru. Imamo pa tudi Knajpove tretmaje za boljše počutje, ki pa so kombinacija, se pravi, Knajpovih storitev in masaž. Potem v naši restavraciji Potočka so vsak dan na voljo dnevna kosila, eden izmed njih je vsak dan tudi Knajpovo kosilo, Knajpove jedi, se pravi okusne, lokalne, raznolike, sezonske, tako da gostje lahko katerikoli čas v dnevu dejansko sprobajo to vrsto kulinarike. Pozdravi jih seveda tudi v pratmajskem naselju Hiške na robu gozda Zeliščni vrtovi, imamo več kot 30 vrst zelišč. Potem imamo Knajpove bosonoge poti, imamo pa tudi daljšo bosonogo pot, nagrajeno kot najtematsko pot. To se lahko gostje sprehodijo, dobijo zemljevid na recepciji ali pa se tudi prepustijo našim Knajpovim vodnikom, tako da gredo na Knajpovo vodno doživetje, da gostje spoznajo vseh 5 stebrov, gredo bos, se prepustijo naravni refleksoterapiji, zvokom gozda, naredijo sprostitev, Knajpovo malico, oblive, potem imamo meditacijo v gozdu in še mnogo več. Tako da res iz vseh 5 stebrov želimo to spodbujati, ker je to taka filozofija, ki je bila že v času, ko je bil gospod Sebastian Knajp, zelo aktualna. V zdajšnjih časih, ko je pa hitrejši tempo življenja, je pa še toliko bolj pomembna. Naravne danosti za razvoj knajpanja imajo tudi v Arboretumu v Volčjem Potoku. O tem direktor Arboretuma, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva Matjaž Mastnak. Mislim, da smo zdaj v enem trenutku, ko je to zanimanje za knajp se zopet zbudilo, ne?
In v Kamniku bilo zdravilišče, kjer se je knajpanje konec 20. stoletja vršilo tako na veliko. Če imamo zdaj hotel v Snoviku, knajpa hotel, se pravi, bodo te stvari razvijali. Smo rekli, zakaj pa ne bi mi pravzaprav z našimi vodami malo te stvari podprli, omogočili našim obiskovalcem neko novo izkušnjo. Ta pristen stik z nekim naravnim elementom, kar voda je. Arboretum ima veliko vode, ne? Se pravi, imamo potoke, imamo pa tudi izvire. Ne? In ta, bi rekel, pestrost se potem tudi pokaže v tem, da je pri nas veliko parkovnih delov zaznamovanih z vodo. Se pravi, imamo jezere, imamo pretoke, imamo potoke, imamo šum vode, imamo celo slap. In kako ste organizirali to, rečemo temu, knajpovo pot? Zdaj, mi smo knajpo vzeli kot neke vrste rekreacijo. Torej, tule v bližini pristave imamo izvir, star graščinski izvir, ki je dolgo časa tekel v prazno. In smo pač to vodo s pomočjo te ročne črpalke potegnili nekaj metrov visoko. Skratka, voda je čista, ni pa morda pitna, ampak za tak stik z vodo ni nikakor nevarna. No. To je ta prva točka, bi rekel. Ja, to je dopoldanska točka, ne? Ker tudi knajpe imajo te stvari nekako skozi dan razporejene. To je opoldanska kopel Rok, ne? Se pravi, roke do čez komolcev potisnemo v vodo, ki jo pač si natočimo v korito in potem poskušamo zdržati 30 sekund. Ne? Voda mora biti hladna. Potem, ko to človek nekolikokrat poskusi, vidi to dejansko osveži. Ne? Se pravi, cel ta gornji del telesa si osvežiš nekako za naslednji 2 uri in po drugi strani pa, če je človek v dvoje ali po neki skupini, je to izvrsten tak dogodek, kjer se vsi pravzaprav dobro imajo. Ne? Potem za drugo točko smo izbrali štorkljanje, se pravi, to je štorkljasta hoja po potoku. Na vzhodni strani arboretuma imamo torej, rudniški potok, ki je celo leto vodnat in v katerem živijo raki. Ne, potočni raki, kar seveda pomeni, da voda je čista in smo si pač upali ljudi povabiti, da po stopnicah lesenih se takole se pač držijo za ograjo, potem malo sprehodijo gor in dol po pesku in pač delajo to, kar jim knajp svetuje. Se pravi, da nogo dviguješ visoko in spuščaš nazaj noter, takole je pač močnejši kontrast med hladno vodo in potem je pa še tretja točka, to je pa za obliv nog. Ne. To je mogoče narediti na taki površini iz proca, da voda sproti oteče in po navodilih si pač z curkom vode nekako nogo obdelamo od mezinca do torej kolena, nazaj dol po eni strani, drugi strani, skratka navodila so zraven in to je tudi zelo taka stvar, ki te pride do živega, ker pač mrzla voda je nekaj, na kar človek vedno reagira. Ne? In če potem to človek združi še z boso hojo, po travi, po pesku, po procu, po zemlji z iglicami pod drevesi in se potem na koncu še spere pod plate, je to še četrta knajpova vsebina zraven. Ne? In zdaj, knajp je seveda tudi priporočal redno gibanje. To se tudi da pri nas v arboretumu doživeti. Zdravilna zelišča lahko pri nas ljudje sečajo v našem etnološkem vrtičku in po gredah. Se pravi, tudi to vsebino lahko na nek način posredno na njo opozorimo, pa tudi v našem gostinskem lokalu so na voljo zeliščni čaj pa žitna kava. Skratka, imate vseh 5 točk. Razen prehrane. Po eni strani je pravzaprav arboretum sam po sebi naravna pozicija za knajpanje. Ja, arboretum je na nek način narava, ki je pač polepšana v skladu s človeškim okusom. Ne. Osnova čara tega prostora je pa vseeno narava. Ne. In to vodno bogatstvo, ki ga imamo, ne, smo samo še za eno vsebino nekako ljudem približali. Ne. Človek se s tem utrjuje in vidim, da je kar nekaj ljudi že, taki, ki hodijo na dnevne sprehode k nam, vključilo vse to kopel Rok kar v dnevno rutino. Ne. Človek lahko to vzame res kot rekreacijo, kot osvežitev, kot stik z vodo ali pa tudi kot nek stik z naravo, z nekim naravnim elementom, ki zagotovo ima na človeka zelo blagodejen učinek. Predsednica Zveze Knajp Slovenija, dr. Marija Komater, pravi, da je knajp pustil velik pečat med Slovenci že v svojem času in po smrti. Kaj je zanimivo o knajpu in njegovi dediščini, je zagotovo to, da smo imeli za časa njegovega življenja pravzaprav vse njegove knjige. Prvič v nemščini, takrat v Sloveniji se je govorilo nemško,
smo bili sicer vedno zavedni, pa smo hoteli slovenske knjige in že za časa njegovega življenja so bile prevedene knjige o vodni terapiji in pa vodnik v slovenski jezik. Takoj po njegovi smrti pa pravzaprav vse knjige, ki so bile potem še večkrat dopolnjene in bom rekla tudi v 90-ih je še založba Kres izdala zadnjo izdajo velikega vodnika, ki je pravzaprav en temelj našega delovanja po Knajpovih pristopih, se pravi temelji Knajpa z natančnimi navodili, kako se Knajpovi terapija uporablja. In Knajp danes? Knajp danes je kar živ. Društva, ki so se v zadnjih 20-30 letih snovala po Sloveniji na razne točke, kjer so se delali, bom rekla, neki mali projekti, recimo Knajpov park, Bosonoga pot, kakšni elementi hidroterapije in še marsikaj drugega, so bili bolj in manj živi. Dogajali so se in se dogajajo tako v nekih hotelih, zdraviliščih, v termah in društva, ki so bila s tem povezana tako na Vrhniki kot v Mariboru, so imela ene taka bogato, razcveteno obdobje, v katerim so izdajali celo svoje publikacije, pa do tega, da so nekako zbudili več želje po Knajpu tudi med mlajšimi, med strokovnjaki, ki se ukvarjamo s temi 5 stebri Knajpove filozofije. In danes je Knajp dosegel eno točko, kjer smo se povezala društva v Zvezo Knajp Slovenija, kjer želimo udejanjati vseh teh 5 stebrov. Mislimo, da je zelo pomembno, kaj je on razmišljal pred 150 in več leti, kaj vse je zapisal, kar je zelo koristno, dragoceno in blagodejno za človeka danes in večkrat lahko rečemo, da to, kar smo slišali in kar lahko preberemo, kar smo se naučili od svojih babic in prababic, da pravzaprav je najbolj aktualno danes. In tudi znanstveno je potrjeno, da prihodnost bo svetlejša, če bomo mi lahko to znanje ohranili, ga poenotili na en način, kot je danes primeren in priročen za ljudi. Ne, hočeš, nočeš danes, če hočeš doseči mlado populacijo, je potrebno iti v digitalne smeri, je potrebno to tudi posneti, je treba to na enostaven, kratek, humoren, praktičen način ponazoriti, da ko nekdo išče, kako lahko na enostaven način nekaj reši, to pogleda v kratkem videu, v minutki in je vse jasno. Torej, Knajpova zveza zdaj začenja svojim delovanjem. V naše vrste smo povabili ta kulturno-dediščinski, zeliščarski vidik. Z nami je Slovensko prehransko društvo, potem skrbniki naših voda, Terme Snovik, ki so pa celosten Knajpov terapevtski center. In zelo pa so pomembne tudi laične točke našega delovanja, ki se pa dogajajo recimo na Višji strokovni šoli za kozmetiko in wellness v Ljubljani in v povezavi z njimi, kjer je tudi študijski program, ki se bo kmalu začel udejanjati. In ne nazadnje Arboretum Volčji potok, ki je naš največji arboretum in park, v katerem lahko kar 4 vodne točke preizkusimo. Knajp je v svojem času življenja naredil izjemno delo. Presegel je čas, v katerem je živel in zelo pomemben je trajnostni pristop. Namreč njegova usmeritev k preprostosti in naravi je izjemno aktualna danes in če pogledamo samo podnebne spremembe, prekomerno uporabo zdravil, premalo gibanja in tako naprej, to je zelo pomembno, da mi to razumemo. Da je Knajpov pristop in nauk zasnovan tako, da ga lahko uporablja vsak, torej vsakemu je dostopen, ne glede na starost, družbeni status, kraj bivanja. V Zvezi Knajpovih društev želimo povezati vseh 5 temeljev Knajpove filozofije, da bodo dostopni v vsaki slovenski vasi. Zdravja ne moremo kupiti, temveč ga dosežemo z razumnim načinom življenja. Vse, kar potrebujemo za zdravje, nam je radodarno podarila narava.
Voda je zdravilo, če jo pravilno uporabljamo. Učite se od vode. Nikoli se ne prepira, a kljub temu prodre skozi vse. Preprosto živeti, preprosto jesti, to je najvarnejša pot do zdravja. Preveč in preobilno je začetek premnogih bolezni. Voda je moje najboljše zdravilo. Človek naj živi v skladu s telesom in dušo. Voda je naravno zdravilo. Mrzla in topla voda v obliki kopeli, oblivov, ovitkov, obkladkov čisti, krepi in zdravi telo. Vodne kure so preproste, poceni in dostopne vsem. Drugi steber, živeti skladno z naravo, na svežem zraku, v sončni svetlobi, gibanju, delo, krepita odpornost. Prehrana naj bo skromna in zmerna. Temelj naj bodo rastlinska hrana, mleko, polnovreden kruh, krompir, stročnice in sadje. Treba se izogibati prenajedanju, pretiranemu mesu in škodljivim razvadam, kot so alkohol in kava. Ravnotežje med delom in počitkom je zelo zanimiv koncept, ki se ga danes vse bolj zavedamo. Zdravje se ohranja z rednim življenjskim ritmom in samoobvladovanjem. In pa duhovna dimenzija zdravja, ki je neka vera, notranji mir in moralno življenje kot temelj telesnega in duševnega zdravja. Človek mora skrbeti za svoje telo in dušo. Kot je rekel, pomagaj si sam, pa ti bo tudi Bog pomagal. To je bila oddaja Kdo smo? Z naslovom Knajp in Slovenci. V njej so sodelovali etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Paladin, predsednica Zveze Knajp Slovenija, nevroznanstvenica dr. Marija Komater, direktorica Term Snovik, ekonomistka Katarina Adam in direktor Arboretuma Volčji Potok, diplomirani inženir gozdarstva Matjaž Mastnak. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Liam Samsa, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.